In prosim Boruta Klavjana, da nam poda svoj referat. Borut Klavjan je izredni profesor na Univerzi na Primorskem in sodelavec znanstveno-raziskovalnega središča. Doktoriral je leta 2006, ukvarjal se pa predvsem z odnosi Češko-Slovaške in Italije oziroma Jugoslavije in pa z vprašanjem Trsta. Prosim. Pozdravljeni. Današnji referat izgleda članka, ki sem ga objavil konec prejšnjega leta v reviji Akta z naslovom Od Trsta do Sarajeva in nazaj, dinastična lojalnost in nacionalna pripadnost v Habsburškem Trstu na predvečer Prve svetovne vojne. Tako da marsikateri podatek ali citat, ki ga tu ne bom navedel, seveda zaradi omejenega času, lahko dobite na članku, ki je na voljo tudi na spletu. Priliko zborovanja bom izkoristil, da vam predstavim glavne rezultate, glavne vprašanja, ki se odpirajo ob raziskovanju teh novih tem, ki jih je seveda naštela pred mano Petra Svoljšak. Osišče raziskav, osišče te analize je atentat v Sarajevu 18. junija 14. Atentati seveda na vladarje, kronane glave so bili vse prej kot redkost, a verjetno še nikoli napad na posameznika ni imel takih posledic, kot jih je sprožil boj habsburškega prestolonaslednika Franca Ferdinanda in njegove soproge. Kot je napisal Vladimir Dedijer v knjigi Sarajevo 1614, da vsi poznate, je Gavrilo Princip, citiram, pognal okroglo ne samo v nekega nadvojvoda, temveč tudi na fasado mirnega, na videz stabilnega sveta. Časopisi monarhije so že isti dan išli v posebnih izdajah s poročilom o atentatu in kot drugi listi je tudi tržaški tisk izpostavljal prizadetost prebivalstva. Mnogi mestni časopisi so hiteli poudarjati trdobitnost lastne prizadetosti. S tem v zvezi je edinost, na primer, zapisala, citiram, da proti večeru je zavihrala na našem narodnem domu prva žaljna zastava v Trstu, skratka, mi smo prvi tisti, ki smo želovali za Franca Ferdinanda. Tudi poročila lokalnih oblasti, ki sem jih pregledal v Tržaškem državnem arhivu, da teh dokumentih temelji ta referat in prejšnji članek, govorijo o, citiram, pretresljivem vtisu, ki ga je novica naredila med ljudmi v avstrijskem Primorju. Namreč Tržačani so le nekaj dni pred tem pozdravili par ob odhodu proti Sarajevo, staj sta se prestolonaslednik in njegova žena prav v Trstu 24. junija ukrcala na ladjo, ki jo je potem Virgosunitus, ki jo je potem seveda peljala, oziroma plula proti Bosni in prav gotovo si ni nihče pričakoval in predstavlja, da se bosta teden kasneje vrnila v pogrebnem sprevodu. Pogrebni sprevod, tukaj imam nekaj fotografij, ki sem dobil v raznih tržaških arhivih, ki so bili doljani prava redkost, razen te, ki je bila sicer delno poznana. Tu je tržaško pristanišče pred današnjim velikim trgom, Piazza Italia, samo središče mesta. Približno lahko vidite, kako je to izgledalo takrat. No in ta pogrebni sprevod se je potem vil, tako je izgledala veliki trg še leta 14, se je vil po tržaških ulicah. Tu je nekaj teh fotografij, tu so tržaške ulice, kot Korzo, recimo danes seveda Korzo Italija. No in ta se je, nekaj malo podrobnejša fotografija, potem se lahko še enkrat pogledate, zdaj sem spustil tako nehitro, da lahko potem prebiram svoj referat naprej. No, se je potem vil do postaje, kako? Ne, se je zadnja teh fotografij, nekaj teh sem tudi objavil. No, skratka se je potem vil do postaje južne železnice, odkot je pogrebni vlak nadaljeval proti Dunaju, se stavlja potem v Ljubljani in tako naprej. To ni tako pomembno, ampak kot vidimo fotografije in časopisni članek,
članki prikazujejo tržaško mestno središče, vidite obdeto v črne žaljne trakove, ki so viseli na hišnih oknih in o mestnem prebivalstvu, ki je sprevod spremljeno na cestah, iz okn, z balkonov, skratka, vse splošno žalovanje. Ampak kot jaz seveda, kot že prej v svojem referatu omenil, je seveda samo, če gledamo samo časopisno plastik, to je samo en del slike. Ne? In seveda vse splošno žalovanje in izrazi sočutje s cesarjem pa so bili seveda le en del te slike. Že če samo beremo Štefana Cvajga v včerajšnjem svetu razlaga, citiram, da vest o njegovem umoru, seveda Ferdinandovem, ni vzbudila nobenega sočutja. Niti 2 uri pozneje ni se opazil znamenja resničnega žalovanja. Ljudje so tramljali, se smijali, po lokalnih je igrala glasba, pozno v noč. No, kaj, torej, kako zdaj to obravnavati? V Trstu so vsi posamezni nacionalni časopisi med sebojno očitali premalo občutljivosti in nezadostne pietete. Ko je Triester Zeitung poročal, da je prišlo do aretacij zaradi neprimernega vedenja in izjav o tržaškem pogrebnem sprevodu, je zaradi tega obtoževal tržaške Slovence. No, kljub temu, da takih primerov ni mogoče zamejiti v neke aposke nacionalne okvire in nacionalno stigmatizirati, je na podlagi velikega števila ovadb, ki so policijske oblasti obravnavale v dneh po sarajevskem atentatu, je videti, da so bile oblike sovražnega govora in nasprotovanja do cesarja in dinastije precej pogoste. Tu bom seveda uporabil še eno literarno delo Donovega vojaka Švejka, ki se je v začetku znanega Haškovega romana z gospodinjo gospo Müllerjevo zapletel v pogovor o sarajevskem atentatu, se spominjate, kako se začelja knjiga. No, bi njegova trditev, citiram, da te Bosne in Hercegovine ne bi smeli vzeti, no, konec citata, v neprimernem kraju, ob neprimernem času, bi mu lahko ta izjava lahko drago stala. Zlasti po tržaških poštarijah je prišlo do primerov, ko so posamezniki izrazili, ko so se o prestolonasledniku vse prej kot v žaljujočem tonu. Tako se je tudi nekaj primerov dokumentov, ki sem raziskal v arhivu avstrijske policije v Trstu. Tako se je zgodilo delavcu Juliusu Tavčarju, imena navedeno, tako so navedeno v dokumentih, ki ga je miličnik v civilu prijavil, ker je dan po sarajevskem atentatu začel vstopil v gostilno in v vinjenem stanju kričal, citiram, da so ubili šefa Miričev. No, zaradi tega je bil kaznovan z 8-dnevnim zaporom in plačilom denarne kazni. Prav med žalnimi slovesnostmi, ki jih tu vidimo na fotografijah, ki so spremljale prestolonaslednika in njegovo ženo, je na primer Pek Vincent Zrožaj pred kavarno Universo izjavil, citiram, če bi Srb, kateri je ubil prestolonaslednika, vedel, da mu delajo tako parado, bi še enega ubil. No, zaradi tega je tudi on aretiran, seveda, kar se je v naslednjih tednih zgodilo še mnogim posameznikom. Anteju Matiču, naprimer, mornarju, ki je bil obsojen na 2 meseca zapora, ker je dan po atentatu sredi mesta zaupil, imali so prav, da so ga ubili. Tudi Jakob Poglaj, zlinar, rojen v Ljubljani, ampak bilo je v Trstu, si je zaradi izjave, citiram, da en osel je Franc Jožef in za 2 bi bil pokojni Ferdinand, prislužil 18 mesecev zapora. Zagovarjal se je, da je bil močni pijan, a to, da so oblasti ugotovile, da je bil, citiram, fanatični pripadnik socialdemokratske stranke in da so mu pri preiskavi na domu našli tudi precej slovenskih časopisov in pisem, ki bi, citiram, bi lahko bila v povezavi s kazensko zadevo, no, prav gotovo to ni pomagalo pri zagovarjanju svoje nedolžnosti. Vsi ti navedeni primeri, jih je še nešteto drugih, govorijo o strogosti avstrijskih oblasti, ki je bila posledica tako imenovanega vojnega absolutizma, sistema, ki je bil pripravljen že v prejšnjih letih in ki je bil sestavljen iz izjemnih zakonov, ki so omejevali politično svobodo, omejevali so državljanske pravice in povečali vlogo vojske v javnem življenju. Obenem je bil učinek vojnega absolutizma, piše Jeranko Pederski, drugo bom citiral, ker ne bi vedel boljše napisati,
je bil tem hujši zato, ker so se v njem samovoljno uveljavljala tudi nenapisana pravila, ki so uničevala veljavnost običajnih moralnih pravil. Drastičen primer je dejstvo, da so vojaške oblasti brez vsakršnega omahovanja postopale tudi na temelju anonimnih podatkov. In teh je nešteto v vse te dokumentacije, ki sem pregledal. Ovajanje in prijavljanje zgoraj navedenih primerov je bila razširjena praksa, ki so jo avstrijske oblasti podpirale od samega začetka vojne. Tako je večina obtožb in posledičnih priporov izvirala iz prijav, ki so jih navadni ljudje prijavili policiji. Aretacije iz političnih razlogov so naredile mnoge levičarje, člane socialdemokratske stranke, antimilitariste, republikance in domnevne ali resnične pripadnike anarhističnega gibanja. Nemalokrat pa je bila nacionalnost preko politično prepričanje podlaga za sum. Sarajevski atentat je po mnogih krajih monarhije povzročil množične izgrede, ki so bili namenjeni zlasti proti srbskemu prebivalstvu. Napadi so se razvili ne samo v Sarajevo, tudi drugod po Bosni in Hercegovini, Kninu, Tuzli, drugih mestih monarhije, na Dunaju, Zagrebu, drugod na Hrvaškem, Splitu, no izjeman in niti Trst. Že samo srbsko državljanstvo je marsikomu dajalo povod za vznemirjenost. Tržačan Francesco Zitnik se je javil oblastem in zaskrbljeno vprašal, kako naj ravna z 21-letnim srbskim državljanom Budimirjem Veljovićem, ki ga je malo prej zapostil, če se ne motim kot mizarja. Kljub temu, da ni bilo nobenega razloga za kakršenkoli postopek, skratka edini so bil ta, da je bil njegov zaposleni srbski državljan, je policaj osumljenca, seveda, samovoljno aretiral, ker je bil, citiram, politično ali vojaško eventuelno sumljiv. Pri hišni preiskavi so našli šok dokumentov, pisma, ki pa jih ni bilo mogoče takoj uporabiti, saj so bili v cirilici, ki je policijski funkcionarji niso obvladali. A že to dejstvo je pri marsikomu vzbudilo sum in predstavljalo legitimno podlago za aretacijo. In dejansko je bil Veljović aretiran. Na podlagi tega srbski državljani so dobili pisma v cirilici. Skratka, panično vzdušje in občutek ogroženosti, ki je zajelo prebivalstvo v času julijske krize, je torej povzročilo neracionalne posege v najosnovnejše pravice posameznika. V marsikaterem pripadniku južnoslovanskih narodov ali podpornikov jugoslovanske ideje so avstrijske oblasti videle potencialnega sovražnika. A bi bilo napačno misliti, da je bila psihoza omejena na policijske oblasti. Po pozivu oblasti naj državljani denuncirajo vse sumljive posameznike in oblike veleizdaje nasploh, so kot drugod po monarhiji številčne ovadbe prostovoljno prispele na policijo in zahtevale ukrepe proti temu ali onemu posamezniku. Da nazadnje v Trstu tudi proti Jamesu Joyceu, da je bil angleški britanski špion. No, če v Trstu ni bilo množičnih protisrbskih pohodov kot drugod po monarhiji, je bilo srbofilstvo v smislu podpore Srbije, tudi v smislu podpore političnim prizadevanjem južnih Slovanov nasploh, kar v Trstu seveda to pomeni Slovencev, je to bila podlaga za mnoge obtožbe. Tako je bil Pavel Može bizarn predmet ovadbe strani uradnika, ki je oblasti poročal, da je bil Može, citiram, fanatičen pristaš srbske ideje. No, policija je ugotovila, da je bil Može sicer član Tržaške narodno-delavske organizacije, a ni bil politično sumljiv in ni izvajal morebitne propagandne dejavnosti v korist Srbije. Josip Ajdišek, uradnik pri Tržaški posojilnici hranilnici, se je moral pred policijskimi oblastmi zagovarjati, da ni bil politično nikoli aktiven in da se ni peljal z ljubljanskim županom Ivanom Hribarjem v avtu, kot ga je obtoževala anonimna ovadba, kateri je, kot v večini obravnavanih primerov, sledila hišna preiskava. No, pokazalo se je, da sum o Ajdišku ni bil utemeljen, tako da niso sledili nikakršni postopki, a njegov primer in prejšnji primeri govorijo o ozračju napetosti, o ozračju sumničavosti, ki je vladalo v mestu in ki je bilo usmerjeno predvsem proti Slovencem. Tako kot po drugih pokrajinah monarhije, na katerih so prebivali Slovenci, so izjave za Srbijo, ki so seveda nemalokrat izvirale iz časa balkanskih vojn,
v bienju 12-13 zbujale dvome o lojalnosti tržaških Slovencev do monarhije in predstavljale podlago za širjenje mentalnih predstav o prisotnosti slovanske pete kolone. Na dan tržaškega pogrebnega sprevoda, ki je tu na fotografijah, je edinost išla s krepko označenim tekstom, v katerem je opozorila bralce in tržaške Slovence nasploh. Tu sem predpisal citat, da ga ne bo treba brati v celoti, zato ker vem, da mi zmanjkuje časa, zato da si ga lahko preverite. Skratka, v bistvu opozarja, da bi lahko prišlo do napadov na Slovence in slovenske trgovine in domove. No, in res je novica o atentatu na prestolna naslednika povzročila medetnične napetosti, ki so, kot sem že povedal, v Trstu najbolj prizadele Slovence. Italijanski nacionalist in kasnejši fašistični diplomat Attilio Tamaro je v svoji knjigi o zgodovini Trsta celo napisal, da so bile težave slovesnosti, ki smo to videli v Trstu, veliko bolj masovne od pričakovanega, prav zaradi, citiram, sovraštva proti Slovanom. Kljub temu, da v Trstu ni prišlo do masovnih primerov nasilja na slovenske ustanove, kot se je zgodilo na primeru v Sarajevu ali v Zagrebu proti tamkajšnjim Srbom, to se ne da primeriti, da smo si najasni, je v naslednjih dneh in tednih prišlo do mnogih oblik nacionalnih spopadov. Ne gre tu za pogrome, za na stotine tisoče pohodnikov, recimo po mestu, ampak je recimo tu nekaj precej mikroprimerov na osebni ravni in zaradi tega je tudi edinost protestirala proti napadom, ki naj bi še posebej pogosti presvetili Ivanu, recimo kot primer, in vse pogostejšim vzklikom Viva Avstrija na eni strani, živela Avstrija in na drugi strani Abasovščavi, ki je, recimo, seveda vzdevek za Slovenca, Slovana, en tak izraz, ki so videli po mojem hoče že prej omenjeni projekti, in tu bil eden zelo primeren, kaj vse to vsebuje, ta element. No, skratka, ta dva pola, ne sami živela Avstrija in Abasovščavi. No, atentat v Sarajevu in napeto zračje, ki je sledilo, še posebej zaradi seveda mobilizacije konec julija in kasnejšega začetka vojne, ta eskalacija seveda nasilja na lokalni ravni, je bilo za posledico, da so prejšnji latentni simptomi nestrpnosti pokazali v izostreni podobi. Zlasti so bili pod udarom tisti, ki so javno izražali svojo slovenskost in so bili torej percepirani kot sovražni element. In njihovi nasprotniki so nemalokrat to protislovansko psihozo izkoristili za obračunavanje z njimi na lokalnem nivoju. Ivan Regent, med vodilnimi osebnostmi Tržaškega odbora Jugoslovanske socialdemokratske stranke, je v svojih spominih zapisal, da je v avstro-ugarski vojni napovedi Srbiji med nekaterimi Tržačani, citiram, narodno sovraštvo, pomešano s patriotskim čustvom, doseglo stopnjo najnižjega divjaštva. Proavstrijsko razpoloženje, pomešano z italijanskim nacionalizmom, je rodilo zelo umazane in neokusne sadeže. Konec citata. Zdaj se bližem koncu s tem sklepom. Italijanski nacionalistični pisci v povojnem času, zlasti v 20 letih, niso skrivali navdušenja nad tem izrazi proti slovenstva, skratka Abasovščavi in tako naprej. Hkrati niso mogli tajiti razočaranja nad istočasnimi podpornimi gesli Avstriji in monarhiji. To za njihovega razmišljanja seveda Viva l'Austria na eni strani in Abasovščavi, to ne gre skupaj. To bi morala biti Viva l'Italia in Abasovščavi, ne pa Viva l'Austria. No in tako, da ta protislovenska drža ni bila torej izključna lastnost italijanskih redentistov, a je bila bolj razširjena in spremenljiva oblika etnične nestrpnosti. Paradoksalno se je pokazala v obratnem smislu. Sovraštvo do zunanjega sovražnika, skratka do Srbije, a ne malokrat tudi do Rusije, in sovraštvo do notranjega nasprotnika, svoje tržaškega Slovenca, Slovana, Ščavo, je šlo z roko v roki z izrazito podporo monarhiji in s poudarjanjem dinastično lojalnosti, ne pa z nacionalistično podporo Italije.
Skratka, tu je ta nesmisel v tej nacionalistični prizmi. No, seveda tudi pred tem so bili nacionalni spori v mestu vse prej kot redkost, a videti je, da kljub primerom nestrinjanja, kljub primerom ikonoklastičnega obravnavanja obravnavanja države, monarhije ter njenih simbolov, ki so spremljali Ferdinandov umor, je sarajevski atentat sprožil val nasilnih obračunavanj, ki je spojil občutke lojalnosti do dinastije in sovraštva do tržaškega drugega. Hvala lepa za pozornost.